v 98. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. No, z velikim veseljem lahko pozdravim najnega današnjega gosta, to je asistent dr. Zoran Pučko z Univerze v Mariboru. Bo sam povedal potem, z katere fakultete, ki je blazno dolg ime, pa si zmeri jezik zlomem pri tem. Tako da je zdrav, Zoran. Zdravo. Mogoče v pari stavkih, Zoran, da se najprej predstaviš to, da bojo poslušalci vedeli, s kom se pogovarjamo. Pa jasno poveš, s katere fakultete si. Dobro, hvala lepa za predano besedo. Torej, da se predstavim, sem dr. Zoran Pučko iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Sem asistent na katedri za operativno gradbeništvo. Kaj še ne rečem, sem asistent pri 14 predmetih, tako da študenti mimo mene skoraj da ne morejo. Jaz bi te kar ustavil, tako pri 14 predmetih. Ja. To je 14 različnih predmetov. 11 različni, ampak ker imamo bolj na določeni smeri podobne vsebine, je pa tak, po pedagoškem portfelju izkaz letos je bilo celo 18, oziroma lansko leto 18, ampak ne štejem več tisti, kaj so, bom rekel, na VS pa na Uni, kjer imamo delež vsebine podoben, ampak imajo pol na Unijo seveda neke dodatke. Tisto niti ne štejem zraven. Ja, klanjam se tudi z ljubljanske strani. Ker to jaz bi vsaj ne dvakrat na teden bi se zmotil, vsaj učilnico bi zgrešil. Se zgodi. Ste me toliko izval, da grem jaz gledati, koliko jih imam jaz. No, mislim, da čez 10 ne moreš prideti. Mislim, da res ne, ampak vseeno preverjam. 2, 4, 6, 7 v amater. Ja, čist. No, jaz raj ne bom govoril. No, kakorkoli že, Zoran smo povabili, zato da bo pol kasneje malo povedal, kako se pač BIM-a in izobraževanja in tega lotevajo tudi v Mariboru. To smo že ene parkrat govorili, ampak je vedno dobro slišati nov pogled, recimo. Predvsem pa tudi zato, ker sta oba bila na konferenci v Zagrebu, ki je bila prejšnji teden, se pravi v začetku septembra. Pa Robi, mogoče najprej ti poveš, kakšna je bila sploh ta konferenca, kaj se je tam dogajalo, potem pa najbolj pomembno vprašanje, je bila hrana dobra? Hrana je bila odlična, mislim, da bo Zoran potrdil, ampak moram priznati, da prinesel sem pa iz Zagreba ni čisto v redu z mojim želodcem še vedno, tako da ne vem, bilo zaradi hrane, česa druga. Ampak no, to bomo malo kasneje ugotovili, a je bila hrana sam. Ampak povej, kakšna konferenca je bila to? Ja, no, šlo je za konferenco OTMC 2019, ki je bila pa letos združena z IPMA, zdaj pa da ne bomo ugotavljali, kaj je OTMC pa IPMA. OTMC je Organization, Technology and Management in Construction, IPMA je pa International Project Management Association. In to je bilo letos združeno v Zagrebu, v Westin hotelu, ki bi imel zelo velik zvezdic, ampak jaz sem vsak rekel, ko me vprašati, da je bilo to verjetno pred 30 leti. Ampak hrana je bila pa dobra. Zdaj, kaj bi rekel, konferenca je bila tako narejena v 4 sešnih, 2 sta bila za OTMC, en je bil za IPMA, eno so pa neke mega projekte, ki so jih predstavljali. Jaz moram kar naprej povedati, da nisem bil na nobeni sekciji z mega projekti, zato ker se vedno križa z ostalimi in ne vem, žal mi je saj za tisto predstavitev projekta Pelješac. Ampak okej, je pa bila ta sekcija z mega projekti je bila, mislim, da odprta, da ni bilo treba kvalifikacije plačati. Zoran, mogoče veš, je bilo tako? Mislim, da je bilo vse odprto, ja. Ja, zdaj ostalo je bilo pa zaprto, tako da jaz sem bil bolj tam na teh sekcijah z klasičnimi predavanji. Zdaj, kaj bi rekel, jaz par stvari bi mogoče povedal, ki sem si jih zapomnil, pa sem rekel, da bi rad tudi na podcastu povedal. Bilo je par odličnih keynote speechov, kako to rečemo. Uvodnih govorov. Uvodnih govorov, hvala. Par res dobrih uvodnih govorov, ene pa je bilo takih, ker nisem vedel, kaj delam na tej konferenci, ampak bom samo omenil, da so bili sponzorji. Ampak tiste, ki so bili res dobri, ne vem, recimo eno bilo predanje Mikloša Hajduja, to je zelo znan profesor, mađarski
profesor, imel odlično predavanje, pa kar je bilo zanimivo, nihče ni omenil BIM-a, si opazil to, Zoran? Ja. Pač nič ni bilo o BIM-u se tukaj praktično ni govorili do zadnjega dneva, ko je bilo, potem sta bile dve sekciji, nekaj o BIM-u, pa še od tega je bilo pol takih, ko so imeli BIM v naslovu, pa nekaj niso imeli veliko veze z njim. Tako da to mi je bilo pa res zelo zanimivo. Na tistem IPMA na tistem IPMA tracku, na tistih predavanjih ni pa sploh bilo nič o BIM-u. A bi mogoče kaj dodal, Zoran? Ne, v bistvu celotna konferenca, se pravi OTMC pa IPMA, je bila razdeljena več manj v sekcija, kjer je bilo samo v petek sekcija za Building Information Modeling, drugače so pa še recimo tu Construction Project Management pa podobne sekcije, in temu primerno vsebinsko so bili tudi podani posamezni članki, prispevki, predstavitve. Zdaj, ko si prej omenil tega profesora Mikloš Hajdu iz Budimpešte, on je v bistvu specialist za terminsko planiranje, pa vse te tehnike terminske planiranja in do zdaj vedno, ko sem bil na teh konferencah, on je vedno tam o mrežnih diagramih govoril, pa o povezavah med aktivnostmi, pa teorija okrog tega, včasih poda tudi kakšen praktični primer. To. Ja, sej hočem reči to, da na vseh teh konferencah, ki se jih mi udeležujemo, je vsaj pol člankov, samo BIM gor, BIM dol, levo, desno. Tu pa dejansko je bila taka kar dobro zastopana regijska konferenca, zelo veliko govora o project managementu in vsem, ampak BIM je bil pa bolj tako postranska stvar, se vsem je zdelo. Zdaj, jaz ne bi šel čez vsa ta predavanja, itak smo mi Zoran, v bistvu nismo bila velikokrat na istih sekcijah, ker so nas očitno drugačne stvari zanimale. Mogoče bi sam o IPMA tracku, o IPMA predavanjih, o IPMA delu konference, kaj rekel. Na tej konferenci smo srečali tudi eno kolegico iz Slovenije, Lauro Fink, ki je govorila o pač project managementu stališča, nekega, se niti nekako bi to prevedel, o inovacijah, pa tako v tem project managementu. Drugače pa bilo zelo veliko govora o zaupanju. Trust je bil, ne vem, kar neka rdeča nit vseh teh predavanj. In pa so na to veliko lepalo. Neki so tudi omenjali blockchain, pa gor pa dol, pa koliko to zaupanje dobiti, pa koliko vzdrževati, pa tudi je bil eno uvodno predavanje, je bilo na to temo o tem zaupanju. To je mislim, da en gospod iz Huawei, da sem se naučil reči, iz Huawei-a. Sicer nima to, kaj dosti veze z project managementom v gradbeništvu, ampak on je tudi govoril o zaupanju, poanta je bila pa pač o tem, da se zaupanje gradi na dolgi rok, v bistvu, ki si ravno prosti, ki sem te prekinil, ampak ravno zdaj gledam tle na spletni strani od konference, pa ta IPMA section, ki so topiki omenjeni in so tako po bulletih v bistvu omenjeni te pač kaj naj bi v bistvu te članki tam predstavljali. In je od 9, ki so tam našteti, v bistvu opisal 8 takšnih, ki ima že v samem opisu, oziroma v kratkem opisu, v bistvu imeno, naslov tega, ima trust noter. Ker je res v bistvu bolj manj zaupanje iz vseh možnih koncev in načinov. Ja, iz vseh koncev in krajev. Zoran, ti si bil na kakem od teh predavanj? Na uvodni predavanji to nisem bil, ker jaz sem v bistvu komaj v četrtek prispel v Zagreb, zgodaj zjutraj, tako da. No, pa potem si bil četrtek, petek na tej IPMA sekciji, ker jaz sem bil na 2, in to je bilo res samo to zaupanje, pa dobro, pa so še nekaj tisti faktori za uspeh, pa ne vem kaj vse, ampak večino je pa res zaupanje to, gor, dol, levo, desno, kako ga graditi, kako ga ne zgubiti, pa kaj to pomeni, pa tak naprej. Jaz nisem bil na nobeni IPMA sekciji, ker en dan prej sem si pogledal celotni razpored in sem si označil
tista predavanja, oziroma po naslovih sodeč, ko sem ocenil, da bo zanimivo ali pa da je povezano z mojim načinom delovanja v kakršnekoli obliki, predvsem iz sekcije OTMC-ja. Aha. No, vseeno. Zdaj, če bi se pa OTMC-ja lotila, no, jaz sem bil od začetka na konferenci, zdaj, da bi se kaj posebej zapomnil, ne vem, jaz sem pač, ideja je taka, no, da bi mogoče oba povedala, če smo si katero predavanje res zapomnili, pa kaj se nam je zdi zelo pomembno, ali pa kaj se nam je zdelo pomembno, no. Če bi jaz začel, ne vem, v teh uvodnih predavanjih, no, na začetku konference sem si bolj z gospoda Petra Jedelhauserja iz Švice, ki je bil v bistvu direktor in vodja in ne vem kaj vse, ogromnih projektov švicarskih, in je pol tudi tega tunela pod Gotthardom, ne vem kaj je bil, mislim, da je vodja celega projekta, odgovoren za cel projekt, no potem je rekel, da je malo izpregal in zdaj za švicarske železnice gradi neki, mislim, tako ful je izpregal, no, šel iz milijardnega projekta na 100 milijonskega, tako da je malo izpregal, no. Kar se mi zdaj tudi tam zanimivo je, no, oni v bistvu celotno švicarsko omrežje izboljšujejo, no, ampak še enkrat, niti ene besede ni bilo v BIM-u, pa imajo take res ukrepe na vseh področjih, ne vem, dejansko infrastrukturo prenavljajo železniške proge, ne vem kaj vse, ampak niti z besedo BIM-a, no. To mi je bilo tako skozi. Zdaj v drugih predavanj pa jaz, če čisto po pravici povem, niti eno, ki sem jaz bil, ni bilo tako, da bi se ga kaj res posebej zapomnil, razen potem tistih BIM na koncu, no. Mogoče bi se ustavil tam, sem jaz bil, no, je bila Univerza iz Beograda, predstavlja, kako oni uvajajo BIM v svoj kurikul, in tam je bilo zanimivo, no, da so se odločali, vse me bo mogoče potem Zoran dopolnil, ker je bil tudi na tem predavanju, oni so se odločali, kako bi to poučevali in so se potem odločali med tremi programi, bi jih študentom prikazovali, in zdaj en je bil Navisworks, en je bil Bexel Manager, tretji je bil pa, kjer je bil? A se mogoče spomnil, Zoran, kjer je bil tretji? Ne, v bistvu Autodeskovi produkti so bili, pač v kombinaciji z Bexel Managerjem. Pa še ne bil, a je bil Vico? Mislim, je bil Vico software. Ne, Vico ni bil, Vico sem jaz predstavljal. Aha, ne, en je še bil, ko vem, da sem imel v tabeli 3, no. No, in potem so si pač neke kriterije postavili in so tisti kriterij izbrali Bexel Manager, ne. Ne vem, se pa se tudi ena debata tam razvila, no, ker meni je bilo tako, po prvi spomen meni tako zgleda, da so one kriterije tako nastavili, da mora Bexel zmagati, no. Ne vem, kak si pa ti tisti videl? Ja, no, zdaj, če upoštevamo, ne, da glavni sedež Bexel Consultinga je ravno v Srbiji, ne, bolj je to mogoče, rečemo, razumljivo, lokalno, ne, tudi glede licenc, koliko je tale vodja katedre oziroma predstojnik oddelka samomena, ne, to mi je bilo tam demonstrirano, tudi z podjetja Bexel Consulting pridejo pa opravijo določene predstavitve, licence jim podarijo. Je na nek način razumljivo, zakaj Bexel Consulting. Vse verjetno s časoma bodo ugotovili, da še obstajajo drugi programi. Čas mora pokazati svoje, ne? Morajo se odločiti sami, kaj bodo vključili. Midva so tam začela debato tudi okrog tega, ne, da to je v bistvu bolj zaprtega tipa sistem, ne. Vseeno pa vsaj, bom rekel, na fakultetah bi pa morali stremeti temu, da je to čim bolj nevtralno, neodvisno. To je moje mnenje, ne, okrog tega. Ja, ampak oni tam se niso nič kaj sekirali, ne, tam so pač rekli, ok, pač mi smo to vzeli, zato ker nam nudijo support, pa tako naprej, pol v bistvu niti, mislim, sej, da se razumemo, jaz jih pač razumem, ne, sam ne vem, zakaj se potem skrivamo za takimi članki, pa se tam neki kriteriji postavljajo, ne, pač to so izbrali, ne. Mi je pa bilo tudi zanimivo, da šele zdaj v bistvu uvajajo z novo akreditacijo, uvajajo neke predmete v BIM-u in so postavili čisto neke nove predmete v BIM-u,
In kakor sem jaz razumel, bo šele zdaj začel predavati. No? Mogoče sem se tukaj malo zmotil. Tako, no, to je prvo tako, ki sem si zapomnil, je pa res, da sem pač šel na konferenco in sem prav iskal te BIM predavanja, ker so me pač zanimalo. No. Mislite tukaj kaj za dodati? Jaz bi mogoče samo še to dodal. V bistvu, če sem prav razumel, en predmet imajo, ko so v bistvu ga skonfigurirali na tak način v sodelovanju z Excel Consultingom, ne? Zdaj pa imajo ideje, da bi v 2019 začeli z nekim BIM predmeti, pa neki asistenti bodo tam določene stvari prevzeli, prave koncepte še nimajo, skratka precej se iščejo. Jaz sem se bolj še malo pogovarjal, ker iz Beograda poznam tega Mikiča, sva bila na Dunaju pred, 2015, 4 letmi skupaj in takrat je bilo sicer govor, da bi on naj uvajal to, ampak koliko sem slišal, odhaja iz građevinskog fakulteta Beograda, tako da ne vem, kdo bo to izvajal. Ja, no, jaz sem pa govoril z tem, kaj je bil predstojnik katedre, ki se je potem tudi umešal v pogovor. In on je pa rekel, ja, da bolj kot ne tudi, da gre čez 6 let v pokoj in da on ne bo dočakal tega uvajanja. Tako da ne vem, očitno imajo neke kadrovski manko tam dol, tako da če koga zanima, verjetno bo v Mariboru, v Beogradu, bojo kakšni razpisi, najverjetneje. No. To je bilo res prvo tako, ki sem si ga jaz zapomnil. Sicer so pa tudi druga predavanja, ampak so bila zanimiva iz kakega druga stališča. No. Zdaj, no, če sem že prej omenil tisto uvodno predavanje Mikloša Hajdoja, bi sam mogoče povedal, da sem govoril predstavljanje projektov, ki so jih izvajali za svetovno prvenstvo v plavanju, in kakšni so bili tam kriteriji za izbiro. No? In je recimo predstavil, da je bil kriterij, da so morali postaviti bazene na glavni trg, ki gleda na njihov parlament. No? In potem je predstavil, koliko je bila cena enega skoka iz stolpa, ko so bili tudi ti skoki v vodo na tem prvenstvu. No? In cena za en skok iz stolpa, ki so ga postavili zato, da so bile lepe slike, da se je parlament zadnji videl, je bila 200,000 evrov. Se pravi, vsak skok, ki je bil upravljen na tistem stolpu, je stal organizatorje 200,000 evrov. Pa če to mi je bilo zanimivo, no? Da je on, rekel je, da je bil on vodja projekta pred 10 leti, ko so imeli tudi en tak velik dogodek, mogoče 20, ne vem, pač nekaj časa nazaj, so imeli tudi neko prvenstvo v plavanju in so takrat postavili cel kompleks, pokriti bazen z montažnim bazenom za trening in je takrat stala organizacija prvenstva, zdaj najme za številko držati, mislim, da je rekel, da okoli 5 milijonov evrov, mogoče 15 milijonov evrov, mogoče 15, recimo, da je stala tista organizacija za sogradnjo bazena in montažnega bazena, vse da je stala ranga 15 milijonov evrov. To zadnje prvenstvo je stalo pa 300 milijonov evrov. To mi je bila res taka percepcija nora. A si bil ti na tem predavanju, Zoran? Jaz sem bil, ja. Pa zdaj tudi ne bi se spomniš številke omenjati. Ampak je bilo neki taki rangi so bili, ne? Ja, zdaj to zadnje, če sem si prav zapomnil, tam so bili 3 sklopi, 3 različni bazeni, kjer je, ne vem, na prvem je bilo 40,000 mest, na drugem 30, na zadnjem pa 10 ali 15,000 mest, ne, okrog teh bazenov. In celotni kompleks, ker to niso bili samo bazeni pa tribune, ne, ampak še en drugih spremljajočih objektov, je bilo nekaj takega, okrog 300 milijonov, se mi zdi, ja. No, pa še to sem si zapomnil, govoril o teh terminskih planih, ko si prej rekel, da je ta profesor pač strokovnjak na tem področju. No, in kar sem se zapomnil je to, da te terminske plane, ko jih zdaj delate, delate, mi to ravno ne, no, da ti terminski plani, če ti rečeš, da bo nekaj dela, da bo upravljeno na 150 dneh, ne, je v bistvu procent, verjetnost, da bo res upravljeno v teh 150 dneh je 50-50. In je 50% možnosti, da bo več, in 50% možnosti, da bo manj. Bo nekega gausa čez potegnil
In če hoče 80% verjetno zagotoviti, da bodo tisti roki res držali, so ti roki vedno dali. In to mi je bilo pa res noro. No? In mislim, dobro, jaz se s tem ne ukvarjam, mi je bilo to čisto novo. No? In kar je bilo meni res dobro, je rekel to, da kadar on vodi projekt, pa ima čas, naredi 2 terminska plana. Eden je za izvajalce, drugi pa za investitorje. In on za investitorje je vedno daljši in pač to upošteva, da prije na 80% verjetnost, tisto je pa za izvajalce, pa ta na 50% je pa celo manjši. No? In pa rekel, da se vedno nekje dobijo tam investitorjevemu timelineu. To mi je bilo pa res tako dobro, no? Dobro. Ampak spet, niti z besedo ni BIM omenil. Ja, vidiš, no, kdor bi zagovarjal BIM, ne, recimo, da sem jaz zdaj, da ki bi rekel, da ja, če bi pa to omenil, ne, pa ne bi bilo to 50, ne bi bilo verjetno večje, ne. Ja. Ne. No. Ne, hecam se v bistvu, ampak ja, absolutno, ne. Je pa no tako, da te še enkrat prekinem, ne, je pa v bistvu zanimivo, ne, da vsem bi pričakoval, ne, da lahko sicer razumeš to organizacijo, tehnologijo in pa management v bistvu zelo splošno, ampak potem, ko daš zraven in construction, v bistvu to skoraj implicitno pomeni, da bi želel, da govoriš o BIM-u. In res gledam ta program v bistvu in ni nič od tega, ampak sej, ni s tem nič narobe. Se včasih se pritožujejo, da je preveč BIM-a, zdaj se pritožujejo, da je premalo BIM-a, nikoli niso zadovoljni. Ne? Pa ne to, da je premalo, ampak meni je zanimivo, ko včasih človek res dobi občutek, da se vse suče samo okrog tega BIM-a, pa je to kar dobrodošlo, da vidiš, da ni čistko, no. Ne vedno, pa ne povsodno. Zdaj, preden bom potem prišel do tistih predavanj o BIM-u, bi mogoče še nekaj omenil, da je bilo kar precej govora na tej konferenci o FIDIC-u. FIDIC, kaj se že to, kako se to prevede? Neka francoska kratica na nivoju Evropske unije, ne? Neka delovna skupina za gradbeniški sektor, nekaj v tem smislu. Ja, bomo polinkali to, bomo mi to polinkali v zapiskih. No, in ta FIDIC daje zelo veliko priporočil za pogodbe, kako upravljati s projekti, pač en kup teh priporočil. No, in Hrvaška očitno v nekem obdobju ta FIDIC uvedla v svojo zakonodajo, v svoje predpise in neki. No, in kaj se na tem konferenci izkaza, ker nekaj je govoril o tem FIDIC-u, pa sem je še eno okroglo mizo, pa to. Izkaza se je to, da so namesto, da bi prenesli te pogodbe, pa določila pogodbe, pa to po FIDIC-u, so sicer rekli, ja, ok, to so FIDIC pogodbe na Hrvaškem, potem so pa svoja pravila napisali. In se sicer reče FIDIC, ampak nima kaj velike veze s tistimi originalnimi FIDIC in ima zdaj zaradi tega ogromno problemov. No. To mi je bilo res tako zanimivo. In potem, ko je bilo eno predanje, v bistvu en pravnik tudi predaval v hrvaškem jeziku o teh FIDIC pogodbah. In kar je bilo meni zanimivo je to, da bi ga vprašal, ne, ok, dobro, če ta FIDIC poštevate, pa če imate te pogodbe, pa to, kar je en kup problemov z njimi, ne, kak je s temi BIM-i, pa lastništvom BIM modelov, pa kdo je odgovoren, pa tak naprej, to se mi zdi, da bo še kar zanimivo v naslednjih letih. No. Kako pa, Robi, moram vprašati, kako ste bili pa s timelineom? Ja, no, to lahko tudi Zoran pove. Načeloma si imel pač ljudi, ki se tega niso držali, ne? Ampak k sreči, niti ne k sreči, ampak zelo velikih je manjka, zelo velikih ni prišel predavati. No. Ja, zanimivo. Kar precej se to dogaja. Ja, jaz sem bil na eni sekciji, ko bi moral biti 5 predavanj, pa je prišel samo eden. Take vrste konference potem. Enkrat sem bil na podobni v Grčiji, ampak za Grčijo rečeš, ok, mogoče pa Grčija problem, ne? Tam ste na plaži imeli kakšne sekšne, tukaj pa ne, no, tu pa eni očitno niso prše. Dobar si zadev tisti. To se vsake toliko časa na pardon, da vskačem beseda, to se vsake toliko časa dogaja, ne? Ni za to, recimo, da je to samo tu v Zagrebu na tej
konferenci bilo, ali pa v Grčiji tudi za Prago, vem recimo, ne, da sploh nobene ni prišel, oziroma prišli so samo poslušalci, tisti, ki pa naj predstavili, pa ne. Tako da ja, zdaj težko reči, kaj so vzroki temu, je pa res malo tak, ne. Ja, ampak ni bila take vrste konferenca, večinoma so ljudje prišli, ampak vsaki sekciji pa tu pa tam enega ni bilo, ali pa kaj, ampak ena bila pa res porazna, tam je pa, ne vem, od 5 si en prišel. Načeloma si pa slabo sekcijo izbral. Ja, Robi, Ja, nisi ja, dovolj premislil naprej. Ja, se v svoj zagovor ne povem, da sem se pa prestavil, pa sem poslušal druge. Sej ni bil problem. Eno vprašanje. Tle malo skratka brskam levo, desno po temle programu, pa sem na enih parih mestih zasledil Industrija 4.0. To smo pred časom omenjali na BIM pogovorih tudi. Si kaj od tega slišal in kako si te zdel, če si? Ja, seveda sem slišal, ne. Se nisem mogel mimo tega. A je bilo kaj več kot pa primeri nekih use caseov, scenarijev uporabe, dejansko kako je s tem v praksi? Ne, to, kar sem Še znanstvena fantastika, ali kaj? Ne, kar sem jaz videl, ljudje še vedno malo tipajo, kaj bi ta Industrija 4.0 bila, to je tak nekaj, ker je Web 2.0, veš, ko niti ni bilo prave definicije, ne. Ampak sam nekaj se dogaja, no. In zdaj, ne vem, eno predavanje je bilo pač o ovirah za implementacijo vodenja kakovosti v tej Industriji 4.0, ne, zdaj, kakve so te ovire, take, ko so bile pred Industrijo 4.0, se ni neki bistveno drugačne. Ne vem, tako, no, mislim, nič kaj revolucionarnega ni bilo, no. Sem mislil, da sem vsaj kaj o kakih digitalnih dvojčkih, pa kaj slišal, pa nič kaj ni bilo, no. Ni bilo tako. Ja, Zoran, hotel sem da vprašati, a si ti mogoče bil na tisti sekciji, ko so Zagrebčani razlagali o pomanjkanju kadrov v gradbeni industriji pri njih? Ker jaz ravno tam nisem bil. To misliš tisto okroglo mizo v Hrvaščini? Ne, okroglo mizo. Tisto je imela ta organizatorka Anita Cerić, je imela eno predstavitev, pa ne vem, mislim, se zdaj gledal program. The challenges of the construction workforce shortage in the case of Croatia. To sem jaz hotel videti, ampak pa ni bilo prvega predanja in sem ga zamudil tam pa njih. No. To sem mislil, ker me zanima, ker tudi v Sloveniji je pomankanje kadrov, ne, in me zanima, kako to pa njih izgleda. No. Ja, dolno problem pa še pridemo, me zanima, kaj si ti tam, kako ti si ti dobo. No. To, no. Pa se pa počasi približamo tistemu zadnjemu dnevu, pa tistima dvema seščinama, ki sta bila v BIM-u, in sicer oba sva bila, v bistvu sta bila en pa polno v BIM-u, oba sva bila na eni sekciji, kjer je bil pa izključno v BIM-u, pa bi mogoče kaj bolj podrobno šla o temu, no. En je bil, prvo predanje je bilo BIM Implementation in Public Infrastructure, CDE Design for Italian Airport Systems. Jaz moram priznati, da sem od tega predavanja veliko več pričakoval in jaz zdaj ne vem, a sem kaj zgrešil, a nisem razumel, ali kaj takega, ker ta članek je dejansko dobil pol nagrado. Ne. Jaz nič kaj o tem, mislim, v tej predstavitvi je bilo zelo malo CDE-jev, zelo malo. Vse drugo je bilo, koliko je težko letališča graditi, pa to CD-jev zelo malo, tako da jaz članka pa nisem šel preverjati, ampak a si ti to kaj drugače videl? Ne, kar soglašam, tako kot so polno zvečer na tisti Best Award, oziroma podelitvi, ne, ugotavljala, ok, ta članek, v redu, ne vem. Mislim, jaz res predstavljen, tako kot je bil to, ne vem, no, jaz bi marsikjermu drugemu članku dal prej nagrada kot temu, ker dejansko je bil, sploh ni bil ni bila skoncentrirana od CD-jev, nismo zvedali nič, niti o zasnovi CD-ja, ne. Večino je bilo samo to, da je letališko infrastrukturo zelo težko graditi, kar vsi vemo, ne. In tako, ne vem, pač nisem bil impresioniran, no. Tako. Ne vem, imaš mogoče še kaj za dodati? Jaz sem prvi vtis dobil, da je
v bistvu bila malo bolj kot ne arhitektura, predstavljen dizajn tega letališča. Tudi sem pričakoval, da bo kaj več povedano o strukturi samega projekta, o sestavi, o pristopu. Pa nič, ne? Ne, ni bilo ravno tisto. Manjkalo je nekaj. Meni se tako, da pol manjka. No, pa naslednjo predavanje je bilo Active Beam Review of Accomplishments, Challenges and Potentials. To so bili pa raziskovalci, mislim, da Univerza v Osijeku, pa vaša univerza, ne? Se pravi vaša fakulteta. Začetek je izhajal iz ene magistrske naloge, pol so pa malo pregled naredili, pa združili v bistvu kombinacijo sodobnega pristopa k projektiranju gradbenih objektov, rečemo BIM pristopom, in pa kombinacija teh sistemov za optimiranje. Se pravi, optimizacija plus BIM je povezano med sabo in pomeni, da v obe smeri je možno pretransformirati informacije, interaktivno sodelovanje. Ni za samo recimo, da narediš, BIM za osnovo 3D model, pa potem, terminski plan optimiraš in je pol tisti output kot končni rezultat, ampak če optimiraš terminski plan, rezultate te optimizacije potem lahko nazaj integriraš v terminski plan, ki je vezan na 3D BIM model, se pravi 4D model se sproti ažurira glede na rezultate optimizacije. Jaz zdaj neposredno nisem vključen v ta članek, pa v to aktivno sodelovanje pri Active BIM, ampak to je toliko, koliko pač iz pogovora, iz debate z kolegom Urošem, ko debatiramo, kdaj kaj zvem. Ja, se mislim, da si kar precej dobro povzel. To je bilo tudi vprašanje, v bistvu, oziroma pač moja želja sem to, da en tak okvir poveste, o čem ne bi ta članek oziroma prezentacija bila. Mislim, da sem tega Zorana slišal vse za začetek. Naslednjo predavanje je bil predstavljen članek, ki so ga midva z Matevžem pripravili za to konferenco. Pa tukaj niti ne bi zgubil kaj veliko besed, ker je bil članek bolj kot ne o BIM pogovorih. Mislim pa tudi, da smo že na podcastu razdelali anketo, ki so jo obdelala potem tudi za potrebe tega članka. Je pa članek govoril pač o primernosti medija, kot je podcast za to, da diseminiraš oziroma da, kako se to reče, razširiš, tako da razširiš znanje o kompleksni temi, kot je BIM med stroko in poslušalci. Na tak način. Ki ste mogoče pozabili, ali pa ki se mogoče tudi odgovarjali na anketo, pa so pozabili, kaj so odgovarjali. Rezultati so bili, da je medij zelo primeren, da je medij podcasta zelo primeren za take stvari, zato ker ga lahko poslušate kadarkoli pa kjerkoli. Včasih manjka video, kar je Matevž sforsiral, da smo popravili. Nismo še, ampak recimo, da mogoče pa bomo. Tako, bi pa mogoče povedal, kaj so bila glavna vprašanja na sami predstavitvi. Vsem se je zdela ideja zelo dobra, so bili predvsej navdušeni. Gosti iz Osijeka so tudi izrazili željo, da bi to začeli na Hrvaškem, tako da mogoče bo imela franšizo, pa bo dobila odstotke od teh nič evrov, ki zdaj služimo. Odstotke pobirala. Odstotke pobirala. Je bilo pa glavno vprašanje, zakaj ne snimamo v angleščini. Zdaj pa dajem Matevžu besedo, zakaj ne. To boš mogel ti pojasniti v bistvu, zaradi tega, ker sem jaz parkrat ideja, da bi mi to v angleščini posnele. Moram reči, da je nama trenutno verjetno obima paše, da to snemamo kar takole, ker drugače bi angleška verzija potegnila za sabo mnogo več priprave, kot je pa ena takale oddaja doživi trenutno. Mi smo se o tem veliko pogovarjali, da bi tudi to v angleščini snemali, ampak je tako, potem v bistvu BIM pogovori izgubijo en del tistega poslanstva, s katerim so jih sploh začela, in to poslanstvo je bilo, da malo razširjamo novice, pa povezujemo ljudi, ko se kakorkoli ukvarjajo z BIM-i, to se zdaj bo razširilo na IKT v gradbeništvu. In mislim, da nam je to v teh zadnjih 3 letih kar precej dobro uspel. Če bi šla pa na tuje, je pa zdaj vprašanje, če bi vabila slovenske goste, pa bi vsi govorili v tujem jeziku, je vprašanje, koliko je en tak majhen trg, kot je Slovenija,
Slovenija zanimiv za tujce. Če bi pa tujce vabila v ta podcast, je pa zdaj vprašanje, koliko so njihove izkušnje zanimive za Slovence, ne? Ker je pa trg čisto drugačen. Tako da, ne vem, jaz še vedno mislim, da če bi kaj takega začela, bi morala pač drug podcast narediti. Ne, tisti je absolutno, ne gre to ena na eno v smislu, da ima samo angliš začeti govoriti ali obdržati ta format ali pa v bistvu, kot si rekel, v bistvu vabiti tuje goste. Mislim, da ne ena na druga varianta ne bi bila najbolj primerna. Ne? Ampak pustimo se presenetiti, mogoče pa prideva na kakšno pametno idejo enkrat. Ja, no, bomo videli. No, naslednje predavanje je imel pa najin današnji gost. Mogoče zdaj Zoran ti bo mogoče pustila kaj do besede, ko se mi zdi, da sam jaz govorim danes. No, če bi mogoče lahko predstavil, o čem si govoril, jaz bom samo naslov prebral in naslov sicer je bil Teaching and Lifelong Education od BIM. To je tisti dolg, ki so FCE in Maribor in Slovenija. Say, Faculty of Civil Engineering, Transport Engineering and Architecture. Je tako? Pravilno. No, evo, FCE, ja. Kratica je vsekakor zanimiva, tako v slovenščini kot v angleščini, ne? Tako da. Ja. No, če mogoče lahko malo nakratko razložiš, o čem si govoril, pa bom jaz mogoče povedal, kaj se mi zdaj zanimivo. Skratka, v tem prispevku smo se potrudili malo podati informacije v zvezi z implementacijo BIM-a v študijske procese na naši fakulteti, predvsem na katedri za operativno gradbeništvo, ker si to že leta prizadevamo čim bolj intenzivno vključevati v same predmete. Pri tem pač sledimo tem 4 glavnim stebrom BIM-a, se pravi ljudje, procesi, tehnologija in pa zakonodaja. In po moji oceni ljudje smo tisti, ki tvorimo procese, ki tvorimo zakonodajo, skratka tudi izdelujemo tehnologijo, zato smo nekako dali ljudi v ospredje. Lahko bi rekli malo social notes oziroma socialni prispevek implementacije BIM-a. To je mogoče zdaj malo široko filozofsko razpravo, ampak bom probal v nadaljevanju razložiti. Skratka, v članku ali pa pri predstavitvi sem omenil, da imamo na eni strani mlade ljudi, se pravi delamo z študenti, ki pretežno nimajo neke ozadje iz znanja iz gradbeništva, saj so komaj na začetni poti, so pa več ali manj dobro podkovani z raznimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Ne? Ker pa seveda naše poslanstvo, torej izobraževanje, sega tudi izven tistega formalnega izobraževanja v okviru raznih dogodkov in pa tudi praktičnega usposabljanja v okviru podjetij. Se pa tam srečujemo z starejšo populacijo, se pravi z zaposlenimi, ki imajo predhodno znanje iz gradbeništva, pa tudi kar nekaj praktičnih izkušenj. Je pa tam seveda pristop povsem drugačen, ne? Se pravi z manj računalniško pismenimi delati na nekih sodobnih tehnologijah, kjer so oni navajeni delati po nekem ustaljenem ritmu, voditi projekte, zna biti tudi velik izziv. No in to smo poskušali v tem prispevku predstaviti. Najprej smo poudarili to formalno izobraževanje, torej pri katerih predmetih smo vključili posamezne segmente BIM pristopa. Tukaj smo izpostavili potem predmet vodenje gradbenih projektov, kjer zdaj že 8 leto zapored z našimi študenti tvorimo 4D in 5D BIM modele za realne objekte. Vsako leto si pridobimo nov 3D model nekega realnega objekta in potem kot v kakem projektivnem biroju poskušamo simulirati delo. Se pravi, delo si razdelimo v skupine, seveda neke osnovne smernice morajo biti, kajti cilj je, da na koncu dobimo celovit BIM model, 3D, 4D, 5D BIM model. No in tu smo potem tudi malo prikazali način dela, se pravi, da študenti pridobijo podatke za izdelavo 5D BIM modela, se pravi, kjer so stroški vključeni,
za podani objekt, potem terminsko planirajo, da izdelajo potem 4D BIM model, izvajamo različne simulacije in seveda potem vsaka skupina, katerim so deljeni posamezni elementi tega BIM objekta, predstavi svoje zaključke. To so seveda parcialni segmenti tega celotnega objekta, pri čemer seveda potem vse te parcialne izsledke ali pa rezultate združimo v celovit BIM model in ta predstavitev se izvede na koncu tega dogodka. Se pravi, to je več o manj 3-4 ure trajajo te predstavitve, ne, kjer študenti najprej svoj delež predstavijo, na koncu pa potem celovit model predstavim in tu moram reči, imamo zelo pozitivne izkušnje, kajti šele takrat študenti vidijo celoto, se pravi, dobijo občutek, kaj so prispevali oni za svojo skupino in kako to izgleda na koncu. No in seveda to jih potem navdihne, da marsikateri študenti se potem tudi odločijo za vključitev BIM pristopa pri svojih zaključnih delih, bodisi magistrska dela, diplomska dela, in tako imamo že kar nekaj teh zaključnih del izdelanih z BIM pristopom, seveda vse je dostopno na repozitoriju Univerze Maribor, DKUM, in pa tudi en katalog smo izdali, kjer smo povzeli tista dela teh naših študentov, ki uporabljajo BIM pristop. No, potem par besed smo spregovorili tudi o dodani vrednosti pri formalnem izobraževanju, ki je zasnovano na osnovi izvedenih strokovnih ekskurzij. Tako smo recimo lansko leto se udeležili BIM World Munich, se pravi svetovnega dogodka v Münchnu, kjer je bilo čez 150 različnih govorcev, pa tudi razstavljalcev, ki so prikazovali najnovejše tehnologije z področja gradbeništva, urban planning, real estate in podobne zadeve, vezane vse na BIM pristop. Moram reči, da tisti študenti, ki so se te ekskurzije udeležili, so po končanem temu obisku bili kar malo zmedeni, zaradi tega, ker so doživeli širino tega BIM-a. Rečemo, tekom študija poskušamo določene vsebine povedati, glede na ure, koliko jih imamo na razpolago, je to precej omejeno, no, ko pa nekaj takega doživiš, pa dobiš čist drugi vpogled v te zadeve, ne. Na kratko smo tudi omenili naše izkušnje pri udeležbi na BIM-atlonu, kjer smo dejansko z 5 našimi študenti, 3 predstavniki iz podjetij in 2 iz fakultete, smo tvorili eno skupino in se udeležili tega BIM-atlona, se pravi tekmovanja v zasnovi celovitega BIM modela za neki objekt v parih urcah, ne, se pravi 6-7 urcah je bilo treba narediti čim več vezano z BIM pristopom. No, in seveda, to je neka izkušnja, ki jo naši študenti lahko pridobijo in jim to obogati pridobljeno znanje. No, potem pa druga polovička tega prispevka je pa namenjena izobraževanju starejše populacije, kjer smo se udeležili oziroma smo imeli določena predavanja tako na Inženirski zbornici Slovenije v sklopu enega projekta, ki ga imajo pri Inženirski zbornici, in sicer bilo je to večdnevno predavanje. Različni predavatelji, pretežno iz Slovenije, so govorili o BIM pristopih, o težavah, kje vidijo prednost, kje vidijo pomanjkanje oziroma primanjkljaj trenutnega stanja k doprinosu, da bi to v praksi zaživelo. Tako da je bila to prva v bistvu taka akcija Inženirske zbornice Slovenije, digitalizacijo v gradbeništvu prikazati širši javnosti. No, potem smo tudi v sklopu BIM foruma podjetja Hermes bili povabljeni na predstavitve našega dela z BIM pristopom. No, tukaj smo seveda pokazali čim več praktičnih primerov, tudi smo demonstrirali uporabo njihove programske opreme, to je ForBuild, ki po novem sedaj tudi omogoča IFC
integracijo za kalkulacijo stroškov in podobno. No in pa čisto za konec smo predstavili še en projekt, ki smo ga izvali z podjetjem GIC Gradnje, in sicer staranje populacije ni samo pri nas problem, je tudi širom po Evropi problem. No in tukaj je tudi bil en evropski projekt razpisan, ki na nek način pomaga podjetjem oziroma njihovim zaposlenim za aktivno udejstvovanje starejše populacije znotraj podjetij, znotraj gradbenega podjetja. No in tu sva ravno z kolegom Urošem Klančkom izvedla na nek način usposabljanje za vodstvo podjetja GIC Gradnje z vidika planiranja, vodenja projektov, no in seveda tudi demonstrirali uporabo BIM pristopa pri določenih praktičnih primerih, kjer smo jih izvedli, in smo rekli, da če bo interes, smo pripravljeni tudi praktično preizkusiti na kakem njihovem objektu. No in to sedaj tudi smo na nek način začeli. V Mariboru se gradijo študentski razgledi, glavni izvajalec je GIC Gradnje, no in tam imamo tudi spremljanje gradnje, pa tudi na nek način imamo še v plan izvesti modeliranje, 4D, 5D BIM modeliranje. Toliko malo, da še okrog tega povem. No in to je bil prispevek, ki smo ga na tej OTMC konferenci podali. Sam chairman ni imel nekega vprašanja strašnega, bilo je pač rečeno, da je bilo zanimivo in upam, da je bilo zanimivo. Skratka, izkušnje pri poučevanju mlajših, starejših so zelo raznolike. Vsi tisti, ki delamo v pedagoškem procesu, vemo, da delo z ljudmi zna biti včasih težavno, je pa hkrati tudi kreativno pa izzivalno. In recimo, malo pred tem sem tudi pobrskal, Forbes, mislim, da je imel pred letmi neko študijo, kjer je klasificiral oziroma kategoriziral najbolj težavne službe oziroma jobs, in mislim, da je v poklicu učitelja bil na 4. ali 5. mestu. Tako, s tem bi zaključil. Ja, no, če lahko dodam, jaz sem bil na tvojem predavanju in jaz vem, zakaj ni bilo vprašanj, zato ker si to pač predstavil suvereno in tak, in v bistvu ni bilo nekega dosti velikega prostora, ker vem pa, ker sem se pogovarjal s tistimi, ki so sedeli okrog mene, no, in so rekli, da bi radi prebrali, da morajo prebrati, da bi videli, kaj vse vi počnete, ne. Bi pa mogoče te vprašal, ko si omenil, da boste s tem podjetjem GIC Gradnje zdaj nekaj tam spremljali, pa modelirali, pa tak naprej, ampak to bo samo modeliranje, da se bojo videli se možnosti BIM-a, to ne bo modeliranje, da bi oni potem te modele uporabili pri gradnji, ne? Ne, v bistvu objekt se že gradi, ne? Se pravi, projektna dokumentacija v taki obliki, kot je, 2D, ne? Je pripravljena, v bistvu. To je sklop 2 blokov in prvi bo, mislim, da marca, drugi pa junija vseljiv, tako da projekt je približno zdaj v polovico izvedbe. Ni bil namen, ne, da bi recimo BIM pristop uporabili že za samo izvedbo, ne. Mi spremljamo z vidika gradnje, zato da bomo videli potem, kako bi to pošolsko recimo lahko 4D, 5D BIM model naredili in potem primerjali z dejansko izvedbo. To nam je recimo en takšen cilj. Ja, mislim, to je zelo dobro. Ko boste tole konec, te že zdaj vabim, da priješ predstaviti na BIM pogovore, da lahko ocenimo zdaj, koliko pa kakšne razlike so se pokazale, no? Zdaj, na BIM Worldu mi je tudi zanimivo, ker smo se očitno ravno zgrešili lani, pa si mislim, da so nam povedali, da so bili mariborski študenti, ne, Matevž? Ja. Mislim, da so nam povedali tisti slovenski razstavljalci, ki so jih tam gor šla vse obiskati. Tako, mislim, zanimivo, no, mi pri nas še nismo imeli nobenega, ki bi prišel do nas, pa bi ga zanimalo, če jim lahko kaj predstavimo BIM pa to, no, tako da mogoče se pa to spremeni. Potem pa je verjetno na času, da se malo povežemo, pa druge malo predstavimo,
pa morda najdemo kakšne skupne točke, ali pa tudi, če so različne točke, lahko to druge malo predstavimo. Ne samo zdaj rečemo nam, zaposlenim, ampak predvsem za študente, ne? Bi bilo verjetno zanimivo ugotoviti. Zagotovo. To je bilo zagotovo. Itak je pa bi naj bil proces, ne? To tudi Matevž ve. In pač v tem procesu, ki se vrti okrog ljudi. To zdaj si preveril, če sem še prisoten zraven, ker sem bil predvsej časa tih. To sem preveril, če sledim jaz temu pogovoru. Ja. Sledim. Ja, no, zdaj, če bi potegnil črto, zelo velik migate tam pri vas, pa ne vem, to, kar sem jaz videl, je bilo kar zanimivo. No, pa še nekaj, no, da ne bom pozabil. Tisto publikacijo, ki si omenil, v kateri ste zbrali naloge študentov, vaših študentov, ki so delali v BIM-u, ne? To mislim, da tudi že enkrat tukaj na podcastu rekel, zakaj si ti smo rekli BIM talenti? To je pa bila, bom rekel, ideja kolega Andreja Tibauta, ker to je v bistvu v sklopu konference, CBIM konference bilo in ne vem, pač neki inovativni naslov smo želeli formirati in se pač to nekako prijelo. Zdaj ne morem ravno reči, da so vsi ti, ki so tam zapisani not in končali z svojim zaključnim delom res talente, ne, ampak poskušali so inovativno pristopiti, uporabiti neke nove tehnologije in to je to. No, se razumem, no, ampak ravno to sem rekel, ne, mislim, zelo težko se postaviti v pozicijo, da vsem, ki so delali neko nalogo v BIM-u, da pač jih daš na seznam BIM talentov, no, to je vse, druga tako sen, kot poimenuješ, ne, je pa konec koncev pač super, ker na enem mestu zbrano to, ne. Se takrat nekaj časa so bile ideje, da se vključijo tudi dela z Ljubljanske univerze, pa nekako nismo prišli do skupnega jezika, oziroma pač mogoče pa se to enkrat razširi tudi na ta del. V bistvu v sklopu te konference CBIM, ne, je bilo kar nekaj povabil poslanih naokrog, ne, in ideja je bila sicer res tako kot običajno, ne, zelo malo časa smo imeli za pripravo vsega tega, ne, da bi zbrali vse, kar je tu rečemo na slovenskem območju, pa mogoče še malo okrog Slovenije, ne, da bi zbrali, kaj so študenti v izobraževalnem procesu z BIM pristopom delali, počeli, seznanili se in tako dalje, predvsem v smislu svojih zaključnih del, ne. In pol smo nekaj časa vztrajali, vem, da še kar nekaj mailov je šlo naokrog, nekega strašnega odziva ni bilo, pol smo rekli, ok, če smo že napovedali, ne, dajmo vsaj nekaj sestaviti in smo pol sestavili za pač naše študente. Ta izraz talenti, ne, to je res mogoče ni bil najbolj posrečen, če pa upoštevam, da takrat še niso bili tak znani ti poklici, kot so recimo BIM manager, BIM koordinator in tako dalje, ne, kot so zdaj čedalje bolj v uveljavi, smo pač izbrali talenti. Robi, jaz komaj čakam, da začnemo govoriti o okrogli mizi, ki si je napovedoval prej. Ne, samo dve predavanji so bili še tukaj, no. Bi sem na hitro mogoče omenil predvsem eno predavanje imela ena gospodična Meliha Honič, mislim, da je Honič, tu je vse v Šumniku. Ja, ki je v bistvu doktorska študentka pri eni profesorici Ivi Kovačič, ki je zelo poznana v teh krogih, no, ona je profesorica na Dunaju in kar je Meliha predstavila, je bilo en del nekega evropskega projekta, oziroma ne vem, kak projekt je že bil, no, pa tudi en del svoje doktorske naloge. In sicer obstoječo stavbo na zelo veliko različnih načinov potem zajemajo in iz tega naredijo BIM model in potem, kar sem si zapomnil, to sem si ful zapomnil, no, dela neke material passports, neke pač potne liste, materialne potne liste, v katerih zapisuje vse materijale, ki se v tem modelu nahajajo. No, pa kar je zanimivo, to, da to dela za obstoječe stavbe in pri tem uporablja
od point cloudov do nekega laserskega zajemanja, pa mislim, da so bili neki georadari za to, da materijale dobi in tako naprej. In to dela vse na neki stavbi univerze na Dunaju, ki jo bojo pol podarili. Ne vem sicer to, zakaj dela na tej stavbi. Tako da ne vem, meni pa to ful zanimivo. Pa še ena stvar je bila tam, ki sem tudi Matevžu hotel omeniti, in to je, da je rekla, da so uporabili gamification pristop, se pravi, da so iz tega naredili igro, ker ljudje niso hoteli podatkov sredovati in to podatkov, da okna odpirajo. So naredili neko igro na telefonu in zdaj zaposleni, ki delajo v tej stavbi, tekmujejo na tak način, da večkrat ko javijo, ali okno odprto, zaprto ali ne, potem so na nekih lestvicah tedenskih, pa mesečnih, pa neke simbolične nagrade dobivajo pa to in da takrat naprej pa dobivajo ful veliko podatkov. To se mi je zdaj zanimivo. Bi mogoče Zoran kaj dodal? Če se prav spomnim, slike so zajemali z pametnimi telefoni in te slike pošiljali in oni so pa bolj vrednoti na osnovi teh fotografij, sestavo materijala, čeprav je to še vedno samo površinska sestava materijala. Ja, ampak pa so nekaj z georadari kombinirali. Ja, ti si deep skeneri oziroma globinski skeneri, s tistimi so poskušali analizirati sestavo materijala, ker pri starejših obstoječih objektih je težko ugotoviti, brez nekih destruktivnih metod, kakšna je sestava materijala, predvsem utrujen oziroma vpliv časa, težko zagotoviš, kakšna je sestava materijala. In s tem material passport bi naj dodali pri zasnovi in potem tudi pri izvedbi prvenstveno uporabo materijala, ki bi seveda potem čez čas, recimo pri kakšni rekonstrukciji, sanaciji in tako dalje, bili merodajni podatki za to, da se lahko pristopi k pravilni sanaciji. Ja, lepo si me popravil. Ja, na tak način. Pa to sem si še zapomnil, da so me za vse te stvari, za point cloude, za te materijale, za te deep scanere, pa to so imeli vedno po 2 izvajalca. Zato tudi so njihove sisteme primerjali med sabo, pa učinkovitost, pa modele, pa te stvari. Tako da ne vem, zelo temeljita naloga, jaz upam, da jim bo uspel. In se mi pa tako dozdeva, da bo to spet eno od tistih projektov, ko se enkrat spostavi, pa mogoče nikoli več, ker je čisto preveč zakompliciran. Pa še to je bilo, kar je tudi sama omenila, da so imeli največ težav z ljudmi, zato ker eni niso želeli, da se ve, ali so v sobi ali ne, drugi niso želeli, da je to, kar snemamo, pa vsi težave s tem, da so izkosti motili pri delu. Tako da na koncu se vedno take pristopi na ljudeh padajo ali pa so uspešni. Zdaj bi pa mogoče še zadnjo iz te sekcije, preden gremo res na tisto okroglo mizo, to je pa pač nekaj o nekih ključnih faktorjih za 4D modeliranje nekih metrojev oziroma teh podzemnih železnic. To je bilo nekje v Indiji, nekaj clash detection v BIM-u, pa ne vem kaj, Indija gor pa dol. Ampak to je bilo pa tako, to je en doktorski študent iz Indije predstavljal in je bilo zelo tako all over the place predavanje. Ne vem, jaz nisem videl nič kaj o metrojih, nisem videl nič kaj o clash detectionih, razne slike. Tako, kakor da malo išče, kaj bi počel za doktorat, to bi jaz tako na hiter povzel. Ni pa nekega posebnega vtisa pusto na men. Če imaš mogoče zelo. Je res bilo bolj teoretična osnova kot ne. Ja, me veseli, da nisem čist grešil pointe. S tem se pač ta sekcija končala, to je bila v bistvu zadnja sekcija te konference, za njo je bila samo še ena okrogla miza, pa je zaključno predavanje oziroma tista zaključna beseda. Zdaj, kaj bi se še bilo treba reči, to okroglo mizo bi jaz malo omenil, pa ne vem, Zoran, si bil ti prisoten na tej okrogli mizi? Ne, na tej zadnji okrogli mizi nisem bil prisoten. To je pa bila ena okrogla miza, ki je bila v hrvaškem jeziku in so bili en kup enih pomembnih ljudi v hrvaškem gradbeništvu, je bilo na tej okrogli mizi. Zdaj pa jaz bom zelo težko povzel, kaj so se tam pogovarjali, bom pa rekel to, da je bilo nekaj povišanih tonov.
Zdaj, jaz tam nisem čisto točno razumel, zakaj točno gre, pa kakšne imajo težave, ampak sem potem izvedel naslednji dan. No. Bilo je pa najbolj zanimivo to, da so za večino svojih težav krivili Slovence. Pa to niso zdaj kakšna mejna vprašanja ali pa kaj takega, noben ni v tem govoril, ampak boje, da Slovenci sodelujejo z njihovim ministrstvom in tem družbam za ceste ali kakorkoli, sodelujejo z njimi in pomagajo jim pripravljati razpise. In so potem ti razpisi pripravljeni tako, da ne ustrezajo hrvaškim podjetjem pa hrvaški zakonodaji in imajo potem ogromne probleme s tem. No? In oni so skozi govorili o PDV-ju, to sem že vedel, da je nekaj z davkom, njihov prometni davek oziroma naš DDV. Kot sem pa potem izvedel, pa glavna težava njihovega gradbeništva pri teh javnih naročilih ta, da ta davek nekako poračunajo drugače, kot se poračuna pri nas, kar pomeni, da zelo dolgo delajo brez plačila. No, glavno, če tako na hitro poznam, kaj je njihov glavni problem. Drugače pa ta okrogla miza pokazala, da imajo zelo podobne probleme, kot jih imamo v Sloveniji. No. Pomanjkanje kadra, neizobražen kader, pač en kup težav, pa izpostavlja se tudi ogromno težav z temi FIDIC pogodbami, ki jih je Hrvaška prevzela, in sicer zaradi tega, ker so te FIDIC pogodbe sicer prevzeli, potem so jih pa ob prevajanju so kar dodajali neke svoje člene in zdaj so te pogodbe sicer so po FIDIC-u, ampak je tako, no, to je tako, da bi mi vzeli nekaj iz neke nemške zakone, pa je pa slovenske specialnosti noter dane, to niso nemški zakoni, ne, to so pač naši zakoni na osnovi nekih drugih. No. In s tem imajo tam ogromno enih težav. No. Tako da, to je tak kratek povzetek te okrogle mize. Je bilo pa zanimivo to, ko si Matevž prej sprašal, kako je kaj s časom. Tukaj so ga absolutno presegli, s tem, da sta največ govorila 2. Bilo jih je pa 10 na te okrogle mize. Oziroma lažem, 8 jih je bilo. No, govorila sta pa 2. Tako da, kot vedno. Ja, ampak sej, škoda, da se, mislim, zdaj, ko si tole okroglo mizo povzel, bom zaključil, da je verjetno škoda, da se take relativno notranje zadeve v bistvu potem pač na ta način probajo reševati ali pa izpostavljati, kjer jasno to ne služi ne poslušalcem, ne njim samim, kaj prav dosti, ne? Ne, ampak zgleda je tako, no, ker v tej okrogli mizi bil prisoten tudi nek direktor nekega sektorja, neke ministrstvu, no in potem je tudi en direktor nekega glavnega izvajalca na nekem velikem projektu in potem se samo na 2 pač dejansko interne stvari, da kdo ni dobil plačan, pa zakaj ne, pa kako to rešujejo, pa gor pa dol, no in videl sem samo to, da so na tej okrogli mizi bilo zelo veliko Hrvaških obiskovalcev, ki so prišli, mislim, da izključno zaradi te okrogle mize in zelo veliko se jih je odkrito nasmejali, ker očitno so to neke stare stvari, niso prvič bile tu izpostavljene, jih rešujejo dlje časa in so se res na glas se smejali. In je bilo tako kar malo na trenutke, je bilo kar malo smišljeno. No, skratka, nič novega, oziroma zdaj lahko se tolažimo, da imajo še drugi podobne probleme kot mi, ne? Ampak najbrž je pa dobro delati v tem smislu, da jih probamo mi sami odpravljati, pa se ne ozirati predvsem naokoli. Tako kot sem te pravil, ko smo se vozili z dopusta na Korčuli, tako da ti zameram, da nisi še unih mega projektov gledati, ne? Pa tistega mostu na Pelješac, tako da jaz bi moral o tem kaj vedeti. Poslušaš hrvaški radio in popolnoma podobne ali pa skoraj enake zgodbe kot pri nas, z naročniki, izvajalci, pritožbe na že izbrane izvajalce in tako naprej. Skratka, podobne zgodbe, kot jih recimo poslušamo za drugi tir in še za kakšen drug mal večji projekt tukaj v Sloveniji. Tako da očitno nič novega. Ne bi rekel, da. No, in pa bi pa lahko Zorana omenila še gala večerjo, pa lahko rečeva sem, da je bila hrana dobra. Res je, dobra je bila.
Ja, to zdaj ne morem potrditi, ker ni noben več prinesel. Ja, ker so vse pojedla, ker je bilo tako dobro. Če se prav spomnim, pač na Hrvaškem se zelo radi pohvalijo s kakšnim krašom, pa kakšno čokolado njihovo, tako da nič od tega nismo dobili, tako da kdaj drugič, upam. Malo za hec za konec, ker smo že malo tako daljši, kot smo načrtovali. Bi pa rekel jasno, da je pogovor bil super, tako da čas ni bil zgubljen. Bi pa za konec, predno rečemo Zoranu adijo. Zoran, kje te lahko poslušalci kontaktirajo za dodatne informacije in okoli projektov, ki si jih omenil, ali pa študija? Na fakulteti, na spletni strani so vsi moji kontaktni podatki. Mogoče na hitro samo menim, zoran.pucko@um.si je moj mail. To bo še verjetno najhitrejši način komuniciram, pa danes kar uveljavljen način. Kdorkoli me lahko kontaktira, vse v zvezi z BIM me zanima. Sogovornika zanima tudi BIM, imamo skupni jezik in sem prepričan, da najdemo kakšno pot za kakšno skupno delo, raziskave, testiranja, karkoli. Odlično. Robi, kaj morajo poslušalci googlati? Ja, ne, preden to povem, sam povem, Zoran je super, fajn, sam najprej pogledajte Ljubljansko univerzo. Vse se hecam. Ja, mene lahko še vedno googlate Robert Klinc, zdaj ima še drugi Robert Klinc, S5, poleg gozdarja, zdaj še neko kovino strugarstvo, to nisem jaz. Jaz sem pa ta prvi, ta tretji, no. Se pravi, robert@klinc.net, to je to. No, odlično. Skratka, še vedno velja, da za BIM pogovore najlažje kar na info@bimpogovore.si pošljete kakšen mail, vprašanja, mogoče tudi predlog za kakšnega novega gosta. Tako da bi s tem zaključili in jasno še predno rečemo adijo, se Zoranu zelo od srca zahvalil za to, da si vzel čas in nam predstavil pač kaj počne in kaj počnejo v okviru raznih projektov, pa jasno je povedal, kako je bilo na konferenci. Tudi jaz bi se zahvalil predvsem Robiju, katerega sem imel priložnost na OTMC konferenci malo bližje spoznati, predvsem na tistih gala dinner sva lahko kar poklepetala malo, je bilo kar zanimivo. Pa nismo preveč vine spila. Ne, to ne. Ti bi še pogovor bolj tekoče steha. To so vse skupaj prišparali na naslednjo OTMC konferenco, kjer vem, da se bo Matevž tudi pridružil. Upam pa, da ne bo to trajalo 2 leti, da se mi dobimo, ampak da se dobimo še kje prej. Hvala obema za povabilo. Hvala za pogovor. Pa ponovadi Matevž ti zaključiš. Res je. Skratka, Zoran in Robi. Adijo. Adijo. Adijo.